Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdrava prehrana se začne s tem, da določene stvari, ki jih imamo doma, zamenjamo z bolj zdravimi, z bolj polnovrednimi. In verjemite mi, telo nam bo hvaležno. Danes ne bomo o tem samo govorili, ampak bomo šli tudi v prakso, konkretno. In sicer, kaj bomo zamenjali vaše peneče pijače, tiste pa ne, take in drugačne stvari, ki jih imate, z kombučo oziroma z vodnim kefirjem. To je neverjetno, kaj boste naredili za svoje črevesje. Tudi peneče bo, ampak bo hranilo vašo črevesno mikrobioto. Potem bomo zamenjali tiste sladke, že pripravljene namaze, čokoladne, ne, saj veste, lela, ne, o čem govorim, ne smem povedati direkt, ne, z domačim lešnikovim namazom, potem tiste instant kosmiče lešnike, ne, saj veste, kaj mislim, ne, z polnovrednimi, ki si jih naredite doma, in pa tiste take in drugačne paštete, dejansko s humusom. Če ga še niste probali, to je moj najljubši. Kako to zgleda, kako preprosto je, pa na koncu boste, naj povem, tudi prešparali, vse danes zaupa naša krasna gostja, ki je pri 20 postala veganka, je food blogerka in sicer Vegan Harmony je tvoj blog. Tajda, pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Evo, ti si se pred 20 zaradi etičnih razlogov sicer odločila za bolj zdravo prehranjevanje, za to, da manj obremenjuješ planet in to zdaj nove generacije počnejo, tako da super. Evo, Tajda, mogoče začneva z vodnim kefirjem in kombučo? Ja, lahko. Torej, vodni kefir je zelo zdrav, zelo dobro vpliva na prebavo, tudi na imunski sistem in ima ogromno dobrih lastnosti. Zdaj tole je ta osnova. Zrnca? Ja, zrnca. Ta še ni nič, nima mehurčkov pa nič. Moramo pa delati ponavadi z leseno žlico ali pa s plastično, ne s kovino. Takole so zrnca. To so zrnca, ki jih enkrat imaš, jih imaš. Ja, in pol jih je čez dalje več v bistvu. Za celo vas, ne? Ja, točno tako. In se potem lahko dajo naprej. Zdaj tle imam pa že pripravljen, to moramo pustiti tako nekje 48 ur, da fermentira. Potem pa lahko dodamo, tukaj sem recimo dodala sok pomaranče in potem dobiš še okus. Zdaj moram malo previdno odpreti, če ima preveč mehurčkov. Malo je počel. Super. Takole. Pač taj pomaranč in takole. Lahko kar stole spijem? Ja, lahko je. Wow. Cukor je sicer problematičen in mi tole futramo s cukrom. Ja, tako je, ampak se potem v bistvu razgradi, ker ga te bakterije porabijo in potem v bistvu ostanejo samo zdrave stvari. Evo, in takle si lahko narediš, imaš za napot. Ja, točno tako. Perfektno, odlično. Torej, recept za tole boste tudi prejeli, sicer pa na naših dogodkih, kadar se družimo v živo, zmeraj lahko napišete in dobite ali kombučo ali pa zrnca. V naši ekipi imamo tega na pretek. To se podarja, to se ne kupuje. Ja, mora se podarjati. Potem bolj ratuje. Tako. Ne bi. Da nič ni, to se podarja naprej in se vzgaja in neverjetno veliko lahko prihraniš tudi denarja, če gledaš, da to zamenjaš s lahko kliničnimi delaš, pijačami. ja. In pa itak čez dalje več in lahko ful. Tole imaš del enkrat na 2 dni, 3 dni, Ja, nekaj nekaj takega. tasga, ja. Pa vmes malo premešati sam. Pri kombuči imaš pa bistveno manj dela, ne? Kombuče pa v bistvu še nisem delala. Tole si naredila To je pa kefir z melaso. Z melaso. Pa rjavim sladkorjem, zato je rjav, ja. Zato je rjav. Ja, s kombučo imaš manj dela. Enkrat na 14 dni, nekaj takega, ne? Malo dlje traja. Če greva zdaj na tist Ela namaz, ne, saj vemo, o čem govorimo, ne, a se mi sploh zavedamo, koliko cukra je tam noter? Ja, ogromno. Res. Pač jaz imam tukaj recimo zelo malo sladkorja, tale je že narejen in ima tudi bolj okusa, se mi zdi, ker je res ogromno lešnikov, medtem ko v tistem kupljenem je skoraj sam sladkor pa maščoba in tle pa res zelo malo sladkorja. Vse smo tudi videli ogromno vsega ostalega, mislim, malo je vsega tistega, kar naj bi dejansko bilo. Zelo malo, ja. Kakor zadnjič sem kupila ajdov kruh in je bila 3% ajdov. 3%. Wow.
Isto lešnikov namaz in v bistvu je zelo malo lešnikov. Kot tukaj pa recimo bom zdaj kar pokazala, imam tole zmiksane lešnike, v bistvu lešnikovo maslo in iz tega pa naredimo, tako da je res ogromno lešnikov. Morajo biti pa praženi, ker je potem bolj tak prav močen okus. Torej, se pravi, lešnike popražiš Ja, in zmiksaš. zmiksaš, ja. Ok. Da se pa tudi kupiti lešnikovo maslo, Aha. če kdo nima dosti močnega mešalnika, recimo. Zdaj bom kar... Ups. Ni panike. Torej, pripravljamo lešnikov namaz. Predvsem za otrokom se mi zdi, da je to pametno zamenjati. Ja, pa naredimo zdravo. No, zdaj bom dodala najprej kakao, eno tako zvrhano žličko, Okay. potem še malo kokosovega sladkorja, ki je precej bolj zdrav kot tisti, ki je v kupljenih namazih. Takole, eno tako In tega je žličko. bistveno manj kot v tistem kupljenem. Ja, ne? veliko manj, pa tudi bolj zdrav. Zdaj pa v bistvu to samo premešamo. In to lahko narediš, pa imaš recimo tedensko, mesečno zalogo. Ja, pa damo samo v hladilnik v bistvu in imamo potem lahko skozi. Tudi se ne pokvari glih hitro. Ponavadi ga prej zmanjka. Torej, bistveno je, da torej, za tale lešnikov namaz, da vzamete pražene lešnike, oziroma jih sami prepražite, potem kakao v prahu potrebujete, to ne ti skupljeni kakao, ki je sam cukor, ampak dejansko kakao in potem še nekaj kokosovega sladkorja in pa verjetno si dala tukaj ščepec soli zraven, ne? Malo bom dala. Čist malo, da pride malo bolj do izraza ta okus lešnikov in vsega. In to lepo premešaš in Še dejansko... malo premešamo in je to namaz. Pa to je otročje lahko. Ja, čist. Tako je narejeno v bistvu. Tako da ni nobene potrebe potem, da bi kupovali. Ni nobene potrebe potem. Ne. Super. Evo, jaz bom tole malo bolj konkretno tlele še pokazala, malo še kako mi to treba zmešati. mešamo. Se pravi, to je nekaj, kar lahko naredite tudi s svojimi otroci in na takšen način bojo mogoče še bolj uživali v tem, ko bodo jedli, zaradi tega, ker to bojo oni naredili, ne? Ja, In točno morda, to. da jim je bolj zanimivo, bi lahko dodali še kakšne nalepke potem gor na kozarec Ja. ali karkoli podobnega, ne? Lahko je. Ker se mi zdi, da včasih kupujemo dosti z očmi oziroma damo preveč na embalažo, ne? Ja, to pa res. Odlično. Tako kot dosti Evo. premešamo, potem v bistvu tako gladko bolj postane. Tole Nekaj lahko časa poskusim? mešamo. Ja, seveda. Wow, glej to, pa glej to. Upam, da kamera lahko tole vidi. Lahko zmiksaš to tudi z blenderjem, če imaš dosti Ja, močnega? lahko, ja. Saj sem tako lešenka pripravila. Če vse skupaj je pa v bistvu še lažje. Ja. Evo, super, mečkano bom seveda poskusila. Wow. O moj bog, trans. Ja. Super. Wow, stokrat se lahko skrijem. Tista, ela, ne? Ja. Perfektno. Tajda, tole mi je zelo, zelo všeč. In verjamem, da bo tudi vam. Tole recept imate. Edino, kar morate narediti, je to, da si naredite. Preprosto, Ja, ne? čist. Čist Tako je preprosto. narejeno v bistvu. Super. Ja. In tudi, če pogledaš, koliko malo sestavin je dejansko noter v teh komercialnih v trgovinah, Ja. v bistvu ugotoviš, da je to zelo drago, ne? Ja, zelo. Ker tole v bistvu lešniki so precej dragi, ampak dobiš dost ven iz tega. Potem pa v bistvu kokosovega sladkorja pa kakava čist malo pride zraven. Tako da je res ceneje in bolj zdravo. In boljše. Mislim, kaj še razmišljate, ne? Cnej pa bolj zdrav pa vse. Super, Ja. odlično. Če greva mogoče k naslednji zadevi, torej predstavili sva že vodni kefir. Torej, vodni kefir namesto penečih pijač, ki so tudi zelo drage in ne samo, da so drage v smislu evrov, ampak so tudi drage za našo telo. Torej, vodni kefir ali kombučo. Tudi Tereza je bila v naši družbi, tako da na YouTube kanalu lahko najdete tudi za kombučo. Zdaj smo pripravili domač lešnikov namaz, sedaj pa sledi tisti lešnik, ko daš samo prahec, pa vodo, pa zmešaš, pa že imaš. Ja. Pa se da zelo podobno v bistvu, ampak veliko bolj zdravo. Veliko Tudi bolj zdravo. Tako na hiter isto narejeno. Če pogledamo mogoče za sam začetek, koliko ima dejansko cukra in vseh teh Ja, stvari, ogromno. imamo 58 gramov na 100 gramov tudi. To pomeni, da je več kot pol cukra. Ja, res ogromno. Ojojojojojoj.
Kako lahko to naredimo doma? Seveda si lahko naredimo večje zaloge, ne? Ja, lahko tudi. Pa predpripravimo. Ja, in potem v bistvu lahko na isti način sam dodamo mleko, pa imamo zdravo jed pripravljeno. Zdaj bom kar pokazala. Tukaj le sem že pripravila mlete kosmiče. To je dobro imeti tako pripravljen. Lahko zmiksamo v mlinčku za kavo, recimo, pa potem uporabljamo. Kateri kosmiči pa so? Torej so ovseni kosmiči. Ovseni kosmiči, ja, super. Lahko pa tudi kakšne pirine ali pa katere druge. Se pravi, kosmiče zmeleš v moko praktično? Ja, tako nekako, da pride tak gladk. No, damo tole. Ovseni kosmiči so zelo fajn, lahko uporabimo tudi brezglutenske, ne? Ja, lahko tudi, če kdo ne sme glutena. Super, zdaj si dodala kakav. Ja, čist malce sladkorja za okus, lahko tudi javorjev sirup. Lahko tudi brez, če imamo recimo mleko s sladkorjem. Ali pa če ne pojemo toliko sladko. Mleko je dostikrat sladkorje, ne? Zdaj imam tole še laneno seme zmleto. Zdaj to je boljše pripraviti takrat, ko rabimo. Ne vnaprej, ampak lahko tudi kdaj vnaprej, če nimamo časa. Zdaj pa tole. Vse je boljše, kot da ti skupimo v trgovini, ja, to je definitivno. 50 plus gramov na 100 gramov cukra. Ja. Tole imam pa pražene lešnike, sem zmlela. Takole jih dodamo kar precej, če hočemo, da ima res okus po lešnikih. Pa so tudi v bistvu zelo zdravi. Tako da to v bistvu so vse sestavine. Zdaj pa sem še dodamo poljubno mleko, rastlinsko. Mi dodajamo seveda rastlinsko mleko, da smo si na jasnem. Jaz vedno dodajam zraven še ekološke začimbe, kot so nekaj kurkume, potem cimet, absolutno cimet, ki tudi poskrbi za inzulin, cukor, da nismo na to bogano. In je zadeva pripravljena. In te suhe sestavine torej lahko že prej. Ja, lahko si tako mešanico naredimo, potem pa samo v bistvu dodamo takole mleko, pa zmešamo. Zdaj odvisno, koliko gosto želimo, koliko dodamo mleka. Ja, eni imajo radi bolj gosto, eni malo manj. Pa tudi zdaj to recimo, če pustimo stati nekje 5 do 10 minut, se bo še zgostilo, ki se napojijo lanena semena in ovseni kosmiči, pa postane potem še bolj gosto. In dejansko lahko damo pa še kakšno sadje gor ali karkoli. Ja, lahko tudi, ja. Wow. Jaz sem na tetem lešnik, kad ne smem povedati kak, da ne bojo okej, ne. Jaz sem celo srednjo šolo jedla to vsako jutro za zajtrk. Prav spomnim se, vsak dan in če bo mislim, koliko cukra sem dobila. Ja, ogromno. Fajn zgleda, lahko probam? Ja, seveda. Super. Tako da, ja veš, jaz dejansko bom zdaj lahko povedala, ne, res. In se mi zdi, da tudi z Žigatom partnerjem smo se pogovarjali, on isto je rekel, jaz sem na temu gor zrasel, ne. Ti pa verjetno ne? Ne, nisem preveč jedla čokolinota. Sem ga včasih, ampak ne toliko. Ok. Evo. Super. Koliko bi rej jaz tole jedla? Koliko bi rej jaz tole jedla? Tajda, vrhunsko. Predvsem pa zelo preprosto, ne? Ja, tako je narejeno, v bistvu skoraj isto kot čokolino, če ga kupimo. Tako. Evo, mi bomo tale trenutek preverili naše aktualne dogodke. Aleluja, kar nekaj jih je. Tako da se družimo isto misleči, da si izmenjujemo take in drugačne ideje in dajmo pogledati, kaj vse se bo dogajalo, kam vse se že lahko danes prijavite in kaj vse lahko z nami tudi doživite. Vabljeni na meditacijski vikend, ki je namenjen začetnikom, tistim, ki želite meditacijo vključiti v svoj vsak dan. Nadvse se veselimo. Znova poudarjamo za začetnike. Vabljeni na pogovore z angeli. Enkraten dogodek, nenavaden, a vendarle izjemen. To je nekaj, kar moraš doživeti. Že januarja vabljeni na vikend za dušo, namenjen posebej ženskam na temo hormonov, pomlajevanja in dobrega počutja. Tokrat prvič na Pokljuki. Pridite z nami, nadihajte se svežega zraka. Tajda Šrot je danes v moji družbi, food blogerka The Vegan Harmony in evo, zamenjujemo manj zdrava z bolj zdravimi zadevami, a ne? Predstavili smo, kako peneče pijače, različne peneče pijače zamenjamo z vodnim kefirjem, ki ga lahko pripravimo z različnimi zadevami, tudi za melaso, tale je zarjavga cukra. Tole nam je Tajda že povedala, pokazala mi je, kako naredimo
takle jutranji instant praktično čokolešnikov, kaj je to? Čokolešnikov, Čokolešnik. obrok, a ne? Paša, Zdaj, da ne kaj uporabljamo tiste besede, ki jo vsi uporabljamo, ker ne smemo, da nomo dela reklame. Skratka, predstavili pa smo tudi, kako narediš tisto elo domačo, a ne? Ki je prav tako vrhunska in na takšen način ne samo, da prihranimo veliko denarja, prihranimo tudi na svojem zdravju. In vse tajda, kar si pokazala, je otročje lahko. Ja, vsakdo v bistvu lahko naredi doma. Čisto te stvari. vsakdo. Ja. Čisto vsakdo. To je sam neki zmešaš. Evo, zdaj pa bova midve nadomestili še paštete. Ja, tako je, s humusom. To je zdrav na masi iz čičerike. Tukaj sem si jaz že pripravila čičeriko, sem skuhala, sem jo pa zmiksala kar s paličnim mešalnikom, tako da ne rabimo nobenih posebnih pripomočkov v bistvu. A bi lahko recimo, če smo pa malo bolj leni ali pa se nam zelo mudi, kupili tudi ekološko čičeriko v kozarčkih? Ja, seveda lahko. Najboljš v steklenem kozarčku, pa potem zmiksamo. Da nimamo preveč težkih kovin iz konzerve, a ne? Ja, tako je. Lahko v bistvu kakorkoli naredimo čičeriko, jaz imam tako, jo ponavadi več skuham, pa si damo kozarčke, pa potem uporabljam. Pa tudi ta voda je zelo dobra, akvafaba se ji reče, pa se uporablja namesto beljakov. Se zmiksa, pa je v bistvu isto kot sneg iz beljakov. Tako da je zelo dobro. Koliko cajta ti pa zdrži pa to? Če zelo dobro zaprem, pa dam še vroče not, potem zdrži tudi pod kakšne 2 tedna ali pa kaj takega v hladilniku. Tako da kar dolgo. Super. Ker jaz sem ugotovila, če jo sama skuham, je to spet nekaj popolnoma drugega. Ja, boljše. Stročnice je treba vse namakati. En dan prej zvečer ponavadi jaz namočem, pa pol zjutraj skuham. Pa tudi kar precej časa se kuha, tam nekje 2 do 3 ure. Lepo počas. Ja. In tudi semena namakaš? Semena ostala, mislim. Ja, ostala, kako delaš karkoli. Niti ne, kakor kdaj, no. Recimo, če delam kakšne presne sladice, pol namočem. Če pa tako si dam sam na kaj, pa ne vedno. Čeprav bi bilo boljše vedno namakati. Zadnjič sem tako dobro razlago poslušala, da ta semena so, da jih je narava naredila, da dejansko preživijo in da se nekje zasadijo in da jih torej človek oziroma žival, da jih poje in potem, ko se ta žival nekje drugje pokaka, lahko tam zraste ta rastlina in jo je res treba odpreti, da se sfermentira, da imamo mi dejansko karkoli od nje. Sicer ima samo zastonj vožnjo skozi naše telo. Ja, to pa res. Boljše bilo namakati. Odlično, torej to čičeriko si zvečer namočila, naslednji dan si jo dala kuhati. Tako je, ja. Potem sem jo pa takole zmiksala, da imam zdaj tukaj, to je v bistvu sam čičerika spasirana. Zdaj bom pa dodala nekaj stvari, da dobimo potem ta humus. Torej dodamo malce olja, tako tam nekje 1 žličko. Potem imam tukaj le vodo, da bo bolj redko postalo. Jaz to kar v blenderju pol zmiksam. Ja, se je najlažje, jaz tudi ponavadi doma tako zmiksam. Vse naenkrat. Vse naenkrat, pa imaš potem mir. Pa da čim manj, ne? Nekaj soli torej dodajaš. Ja, da bo slano malo. Česen v prahu, drugače lahko tudi svežga damo, ampak zdaj, ko nimam mikserja, tukaj bom kar tega dala. Drugače pa lahko svežga tudi da tako fajn okus. Tole je zelo pomemben. Tahini iz sezama pasta. Je kar glavna sestavina poleg čičerike. Ja, tahini obožujem, torej sezamova pasta in moram reči, da tega sem pojedla zelo, zelo veliko na začetku, ko sem postala mami, zaradi tega, ker meni je to ful delal mlek. Izjemno. Jaz sem imela veliko mleka, res, ravno s pomočjo tahinja, sem pa zanimivo poskusila veliko ostalih stvari, kot so triplat, ki pa na meni niso nič delovali. Ja, zanimivo. Ja, tako da polenta pa tahini. Tahini je res dober, pa zdrav. Zdaj bom dodala še malo limone, da ne bojo košice šle zraven. Aha, super pripomoček. Limona je torej pomembna. Jaz dam veliko česna, no. Zmeri veliko česna, moram reči, da z njim kar skoraj pretiravam. In evo, tole boš zmešala in bo zadeva pripravljena. Tukaj vidim, da si dodala pravzaprav še bučna semena. Ja, tako zmiksana.
tako da je zdaj zeleno. Tukaj sem dala pa papriko, sladko v prahu. Lahko damo pa tudi dimljeno ali pa poper, čili, pač kar želimo. Recimo tale kajenski bi lahko dala tudi bio čili, a ne? Ja, lahko bi, če ima kdo rad bolj pekoče. Odlično. Evo, tole zmešamo in bomo spet imeli malo humusa. Odličen namaz. Vsi, ki še niste poskusili humusa, naredite si ga, uživali boste v njemu, verjemite mi, in zelo, zelo hranljiv je, to je stročnica, ogromno beljakovin, kajti v paštetah pa sej nočete vedeti, kaj paštete pravzaprav sploh vsebujejo. Tukaj pa veste.